28. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu. Nocoj imamo znova poseben dogodek. Nagrada Lux je nagrada, ki jo Evropski parlament zdaj podeljuje že kar nekaj časa. Verjetno se spomnite, da pred leti je bil nominiran tudi Rok Biček s svojim filmom Razredni sovražnik. Letos so bili pa trije nominiranci, filmi 120 utripov na minuto, Nečista kri, ki ga boste videli zdajle, in pa Western, in lahko že povem, da v torek ali v sredo je Evropski parlament že naznanil zmagovalca, in to je ravno film, ki ga boste sedajle videli, skratka Nečista kri, Sami Blood, švedska produkcija. Jaz ne bom zelo dolg, bom samo vabim seveda, da pozorno poslušate tole debato, ki bo potekala pred filmom. Zdaj pa kar na oder vabim gospod Manjo Toplak iz informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Prosim. Pravilno. Najlepša hvala. Dober dan oziroma živjo, toliko je vas mladih in kar nas zelo veseli. Jaz vas bi lepo pozdravila v imenu informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Tako bi lepo pozdravila evropskega poslanca gospoda Franca Bogoviča, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Zorana Stančiča. In pozdrav tudi sogovornice okroglih miz, ki bo sledila projekciji filma. Gospod doktorico Zalki Drglin in gospod Mari Dobnik-Žerjav. Obe se ukvarjate z vprašanji medvrstniškega nasilja in diskriminacijo, o tem pa govori tudi film Nečista kri. Morda bi samo povedala še, da posebna, ker gospod Popek je že predstavil nagrado Lux, jaz bi mogoče še samo to dodala, da je posebna dodana vrednost nagrade Lux prav v tem, da so trije finalisti potem prevedeni v vseh 24 jezikov Evropske unije. In tako so dostopni tudi tistemu občinstvu, ki ga morda drugače nikoli ne bi dosegli. Zdaj pa bi povabila k pozdravu oziroma k pozdravnemu nagovoru še vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, gospoda dr. Zorana Stančiča. Hvala lepa, Manja. Spoštovani gospod poslanec, gospod Bogovič, gospe in gospodje, veselje mi, da vas lahko pozdravim tudi v imenu Evropske komisije. Imam pravzaprav samo tri čim bolj kratka sporočila. Prvo sporočilo je, z veseljem sodelujemo z predstavništvom Evropskega parlamenta tukaj v Sloveniji. Mi, torej predstavništvo Evropske komisije, pripravljamo teden evropskega filma in že takrat smo delali skupaj, tako da zelo cenimo to sodelovanje kolegi iz parlamenta. Drugo sporočilo je pravzaprav obseg oziroma kakovost, pomen programa, medija programa, ki ga izvaja Evropska komisija. Medija program poteka že 26 let. V teh 26 letih smo tako ali drugače vložili v evropsko kinematografijo več kot, torej okoli 2,6 milijard evrov. Zakaj to dajemo, ta denar, to je davkoplačevalski denar? Pomen je predvsem zaradi tega, ker tako ali drugače je potrebno omogočati kakovostno evropsko produkcijo filma, hkrati pa tako rekoč ni niti enega gledališča v Evropi, ki ne bi dobil denarja, gledališča, torej kinematografa v Evropi, ki ne bi tako ali drugače dobil denarja za spodbujanje gledanja kakovostnih evropskih filmov. Na koncu še tretje sporočilo, ki je pa povezano vsebino filma. Videli boste film govori ne samo o bullyingu, ampak tudi o rasizmu. In sicer dostikrat v Sloveniji gledamo na problem rasizma kot nekaj, kar je tam daleč stran, kar se nas tako ali drugače ne zadeva. Tukaj boste videli pravzaprav film o rasizmu na Švedskem, sicer pred drugo svetovno vojno. Ampak kar bi vas pa rad izzval, je pa to, da premišljujete o tem filmu, ali dejansko problem rasizma obstaja v Sloveniji. In tukaj samo kratko anekdoto, ki nam bo verjetno dala nekaj misliti od enega mojega sodelavca. Pred 2 tedni, 3 tedni mi je razlagal, ko se je peljal v avtobusu tukaj v Ljubljani. Avtobus je bil nabito poln.
bil je samo en prazen sedež v avtobusu in na tem praznem sedežu, torej ob tem praznem sedežu je sedel en Rom. V avtobusu je bilo polno ljudi in nihče se ni hotel sesti zraven tega Roma. Skratka, problem rasizma ni samo problem, ki je tam nekje daleč stran. Problem rasizma je tukaj med nami in upam, da vas bo ta film spodbudil k temu, da boste o tem tudi več razmišljali. Hvala lepa in veselim se uspešne debate. Najlepša hvala. In zdaj pa bi povabila na oder gospoda poslanca, gospoda Bogoviča, na kratek pogovor z gospod doktorico Sonjo Merlak-Zdovc. Najlepša hvala. Hvala. Tako. Dober dan, lepo pozdravljeni. Telefon imam zato, da malo špegam na uro, da bomo začeli pravočasno z ogledom projekcije filma. Do takrat imava pa tudi nekaj časa za kratek pogovor. Ko sva se pripravljala na ta pogovor, sva prišla tudi midva do Romov, ne? Tako da v bistvu izhodišče gospoda doktorja Stančiča idealno za začetek. Prihajate iz Krškega, zdaj ste sicer veliko časa preživite v Bruslju kot gospod evropski poslanec, ampak vendarle, ne, bili ste župan, imeli ste izkušnje z vključevanjem Romov v večinsko skupnost, pa mogoče res rasizem, ne? A smo mi v bistvu, a je to rasizem, ta naš odnos do Romov, ker vemo, da neke težave slovenska večinska družba z Romi ima, že zaradi tega, ker vemo, koliko truda je treba dnevno vlagati za to, da jih vključimo v večinsko skupnost. Skratka, je to naš rasizem, za katerega o čemer ne govorimo pravzaprav? Ja, lep dober dan vsem tudi z moje strani. Super, da imamo evropsko filmsko produkcijo in to je tudi osnovni namen teh spodbud, ki jih da Evropska unija in za razliko od katere druge, ki je bolj usmerjena v kakšne akcije, pa ne vem kaj, je Evropska dosti usmerjena v to, da opozarja na te kritične pojave, ki so v družbi, zato mislim tudi neka dodana vrednost in kvaliteta te produkcije. Rasizem je, kot je dr. Stančič opozoril, nekaj podobno kot demokracija. Ne moreš si, fikcija je napačna, če misliš, da ko imaš enkrat demokratično družbo, jo imaš zavedno. Ampak živimo in se pojavljajo novi izzivi iz dneva v dan in iz dneva v dan smo na preizkušnji in tudi v Evropskem parlamentu, ne vem, enkrat govorimo o pojavih na Madžarskem, Poljskem, Romuniji, na Malti, ki nimajo nič skupaj oziroma opozarjamo na deviacije. In na to vprašanje, ne, moja izkušnja, kot ste dejala, sega v tam sredino 90-ih let, ko sem aktivno stopil v to krško lokalno politiko in ko sem zaznal zelo velik problem na področju sobivanja romske populacije in pa večinskega prebivalstva. Razumevanje ali pa nerazumevanje je nek način bilo na obeh straneh, hkrati pa nobene pripravljenosti za dialog in definitivno se dogaja to, kar je dr. Stančič opozoril, da se še danes dogaja, da večinsko prebivalstvo malce, ne vem, zviška oziroma manj vredno gleda na to populacijo. In začne se že v osnovnih pogojih, ali imajo ljudje sploh možnost bivanja ali ne, in sam sem takrat tudi šel po eni poti, da smo najprej dosegli tu blizu avtoceste ob izvozu iz Krškega, za Krško je to naselje, kjer smo z okoliškimi sovaščani dosegli najprej elementarno soglasje, da bodo sobivali, da ne bodo, kot so govorili, odgnali te Rome nekam, pa jih je bilo že več kot 200 na mesto in je bil ta elementarni problem sobivanja. Kasneje pa vse stvari, ki so povezane z bivalnimi prostori, z šolstvom, z tem, da so otroci izgubljali bitko s sovrstniki iz tega romskega naselja, ko so 6-7 let stari prišli v osnovno šolo, kljub temu, da imajo vrtec zastonj, glede na njihove prihodke, jih starši niso pripeljali v šolo in so imeli osnovni problem, da jezika niso znali in so 8 let stari izgubili bitko v tem delu. Pojavljajo se tudi na drugi strani potem deviantni problemi, ko enostavno, ne vem, dobiš, recimo naš primer je bil z druge strani, ki ga nismo dobro razumeli, ko je romski svetnik, tisti, ki bi njih predstavljal, ko je ugotovil, da zaradi tega, ker dobiva sejnino za sedenje ali pa za delo na občinskem svetu, ni upravičen do socialne pomoči in je
vrnil mandat. Se pravi, razumevanje je z obeh strani včasih zelo vprašljivo, tudi včasih moramo biti relativno objektivni. Moja izkušnja z njim je bila takšna, da si vedno rabil zelo jasno govorico, v katerih si povedal, kaj pričakuješ in kaj ponujaš. In če si to, kar si ponudil, tudi izvedel, si tudi z druge strani dobil to, kar si od njih pričakoval. Generalno pa je ta problem še vedno potem s kakšnimi, ne vem, mladi, pa mislim, da ta stanje danes ni nič boljše kot takrat, kljub temu, da smo te bivalne pogoje uredili več, da 15-16-letni mladi Romi tudi od tega, da kradejo predelke, kar je še manjši problem, do tega, da se, ne vem, starejši ljudje včasih zapirajo doma in ne upajo in zopet premalo govorimo o obojestranski komunikaciji. Z druge strani pa, kot sem že delal, smo potem mi šli po tej poti, da smo v tem romskem naselju naredili vrtec, prišli tu do različnih pogledov z ministrstvom, ki je to jemalo kot segregacijo. Na koncu smo pa le uspeli dopovedati, da enostavno ni segregacija, ker enostavno mi nimamo orodij, da bi prisilili starše, da otroke pripeljejo v vrtec in dajo jim tisto izhodiščno znanje, ki ga sovrstniki dobijo. V tem skupnem prostoru smo imeli potem tudi kuharske tečaje, tečaje vrtnarstva, mlade punce, ki so bile prva generacija romskih punc, ki so zaključile srednjo šolo, so naredile vzgojiteljsko šolo, prišli so one v te vrtce, tudi vzgojiteljce iz vrtca Leskovec, v sklopu katerega sodi, in smo potem to sobivanje ustvarili. To je daljši proces, ne vem, romske večere, skupaj večere romske glasbe in na ta način vsekakor je potrebno do takšnih manjšin, kot je pri nas romska, pa imamo po Evropi še različne druge stvari, tista tako imenovana pozitivna diskriminacija. V nasprotnem primeru bodo sami zelo težko v tem hitrem času se izvili iz teh zaostankov razvojnih, zaposlitvenih in drugačnih. Z druge strani pa mislim, da je odgovornost pa tudi, da se ta govorica naredi dovolj jasna in se tudi obveznosti razdelijo na drugo stran. Prej sem to vprašala, ali govorimo lahko o rasizmu bolj na nek provokativen način, ker tako zlahka govorimo o rasizmu v drugih državah, recimo, ne. Zelo je malokrat pa zasledim debato, a smo Slovenci rasisti, ne, na nek način. Rečemo, ne vem, v Ameriki, na Madžarskem v končni fazi, ne, opletamo hitro s to besedo, ne. Mislim, da pa pri nas, da bi začeli tako odkrito se pogovarjati, ali a smo mi res rasisti v odnosu do Romov nekako, ne, zato ker to je rasa, beseda, ne, pač rečemo šovinizem, nacionalizem, rasizem, pač, ampak pri Romih nismo našli zdaj tiste prave besede, da bi opisali naš odnos. Pa vendar v bistvu gre za to, ne, in skozi take filme mogoče dejansko lažje odpremo pereč problem tudi v slovenski družbi. Glede, vsekakor je treba senzibilno za te probleme zvišati, se pravi, da moramo prej zaznati, odreagirati in ko pridejo takšne stvari, da se nekoga organizira, spravi na rob in se o njem govori na takšen način, je to začetek rasizma in tu nimamo kaj slepomišiti in to treba prepoznati kot problem v družbi in aktivno reševati problem. Mi imamo velikokrat problem, kot sva prej dejala, jaz sem 98 leta, ko sem šel prvič na lokalne volitve, na tak dvostranski A5 letak, sem paso z 5 vrstic uporabil za to, da sem napisal, kako bom se tega problema lotil. In ko sem spremljal odnos in delo drugih lokalnih skupnosti, sem v nekem trenutku začutil, da smo ostali zelo osamljeni, celo so me nekateri želeli spraviti v neko koalicijo, ko bi šli mi protestirati proti vladi, ne. Moje stališče bo takšno, leta, jaz pričakujem od vlade, da nam finančno pomaga te probleme reševati, sicer bomo imeli to pozitivno diskriminacijo, problem v občinskem svetu, če bo šlo vse samo iz občinskega sveta, se bodo drugi spraševali. In tu pričakujem jasne politike, to pozitivno diskriminacijo. Glede sobivanja se moramo pa kar lepo mi doma zmeniti. Kako bom jaz se razumel z mojim sosedom, je odvisno od mene in od mojega soseda, ne od vas. In v tem delu mora vsak segment družbe prevzeti tisto odgovornost in mi imamo včasih kar malo problem še s tem principom subsidiarnosti, kaj je naloga koga in da potem to tudi upraviš. In ta problem je tudi navzgor in navzdol, tako da tudi včasih kdo misli na ministrstvu, da je njegova domena, pa bi bilo kar v redu, če bi se na lokalnem nivoju zmenili. Tako da v obe smeri je ta zadeva, to treba razumeti. Rekli ste leta 98, zdaj smo leta 2017 in ravno danes beremo spet v časopisu enako zgodbo, ne? Neko romsko naselje,
problem kmetijskih zemljišč oziroma legalizacije črne gradnje. Ne. Kako se je v 25 letih, recimo dobrih 25 letih času samostojne Slovenije naša občutljivost spreminjala do recimo Romov, ne, ker Romi so v bistvu naši sami, ne. Če primerjamo, da po drugi strani, ne vem, nasilje nad ženskami, ki je leta 90 bilo še na ravni prekrška in nekaj, kar se dogaja v domačem krogu, ni bilo popolnoma pomembno nič za širšo družbo, se je tikalo samo družine. Danes je pa to zelo prepoznaven problem, ne? Skratka, s tem se veliko ukvarjamo, ozaveščamo, govorimo pač o nesprejemljivosti, pomagamo tako storilcem kot žrtvam in tako naprej, ali pa recimo spolno nadlegovanje, ne? Kar je izbruhalo ravno to jesen, ne? Mogoče, če se spomnimo Anite Hill, recimo v ZDA, ki je pač se pritožila nad svojim nadrejenim, ki je potem postal vrhovni sodnik. Za Anito Hill je takrat obveljalo, da si v bistvu vse skupaj malo zmišljuje, da je sama bila na nek način soodgovorna provokatorka. Ta stališča so se zelo spremenila. Kaj pa odnos do drugih, drugačnih prišlekov, tujcev v našem okolju, recimo pri nas do Romov? Nimamo mi problem samo na področju Romov, ne. Da vem, mi imamo probleme tudi širše, kjer mislim, da imamo še marsikaj za postoriti v naši družbi. Bom izhajal spet iz domačega okolja. Celo vrsto imamo gradbincev, ki so v to okolje prišli in ker ponavadi zmanjka tistih, ki bi prijeli za delo praktično, pridejo ljudje, v našem koncu jih je zelo veliko iz Kosova in njihovi otroci, ne, ki pridejo ravno tako v naše okolje. Najprej praksa je takšna, da najprej pride tisti, jaz pravim tem pridnim ljudem, ki tudi popoldan kdaj delajo pa to in leto, dve, tri dela, ko vidi, da dobi neko službo za daljši čas, pride pa njegova družina, običajno so to mladi fantje, po 4-5 letih pa pride to žena in pa tudi številčnejše družine kot naše, ne vem, 3 do 5 otrok in se ti otroci znajdejo potem v podobnih težavah. In jaz mislim, da je zopet senzibilnost potrebna. In ne vem, tudi tam recimo so šole zdaj začele z učenjem slovenskega jezika pri materah, ker so enaki problemi jezika, ki pridejo. Vidimo v primerih beguncev, zelo aktualno, tudi v zadnjih dneh, pa sicer, da imamo tu Slovenci zelo, zelo velike zadržke in če smo na nek način uspeli neko logiko integracije ljudi iz območja nekdanje Jugoslavije spraviti skozi naš mindset, so zelo, zelo drugačni pogledi pri posameznikih ali pa kar pri enem delu družbe, ko govorimo o teh ljudeh, ki so v zadnjih letih se znašli na teh migracijskih tokovih. Tako da mislim, da je marsikaj še potrebno storiti, nismo pa nič drugačni kot ostale družbe. Ne vem, Avstrija, kjer so tudi neke probleme zanemarili, v Bruslju, kjer je ta Molenbeek. Zelo zanimivo, sem prej tudi delil to izkušnjo, ko sem po pariškem Charlie Hebdoju kolege Francoze spraševal, kaj se pravzaprav dogaja v Parizu in Franciji, ne? In so mi zelo jasno povedali, rekel, nam se je zgodilo to, da imamo takrat 25% brezposelnost med mladimi, do te kategorije do 25 pa 30 let, kak se meri. Nihče ne pove pa na glas podatka, da je pa med mladimi muslimani, Arabci 50% in da imajo koncentracijo teh ljudi v teh mestnih četrtih. In ravno včeraj sem bral, Macron zdaj mislim, da predvideva 12-14 milijard, to je kot je cel slovenski proračun, pa še nekaj zraven, zato da bo začel z reševanjem problemov, ki so se zgodili med ljudmi, katerih starši so, ne vem, 2, 3 ali pa 5 generacij nazaj prišli v Evropo. Tako da ni to problem samo današnji, ampak problem tega hitrega sveta, kjer je dosti lažje oči zatisniti, pa iti mimo problema, pa ni tvoj problem, če ga pa ne rešuješ pravočasno, se pa nakopiči in v nekem trenutku eskalira v najbolj grobi obliki, kjer se, ne vem, priključi še kakšnemu drugemu gibanju, kot je bila, ne vem, ta ISIS država, ker so nekateri kar naenkrat videli svoje priložnosti, pa nimajo nič veze s tistimi, recimo, ki so se znašli na teh nemirnih območjih. Jaz bi mogoče zdaj sam dodala, no, na LIF-u je tudi film Delavnica. Če je slučajno še kakšna projekcija, vam svetujem, da si jo gledate, ker v njej nastopajo približno toliko stari, kot ste vi.
iz zelo mešanega nacionalnega območja, dogaja se v Franciji in v bistvu se skozi ta film lepo prikažejo vse te zadržki, pomisleki, strahovi, ki jih imajo mladi ravno zdaj zaradi sodobnega dogajanja, tudi zaradi ISIS-ovih napadih v Evropo in to tako muslimani kot nemuslimani, tako potomci Alžircev kot priseljenci iz kakšnih drugih držav ali pa Francozi, ki pač segajo njihove korenine nekaj rodov nazaj. Ne. Ampak mogoče zdaj bi še vprašala, pa bi pa še prosila, če ima še kdo iz občinstva kakšno vprašanje za vas, ampak mogoče še, kaj pa pravzaprav mi intenzivno na slovenski in evropski ravni vendarle zdaj delamo, a kaj več delamo na področju integracije, ker omenili ste Albance, ne, v pogovoru prej ste omenili tudi, da jih je bilo veliko v razredih, ne, skratka, pač povabili smo delavce k nam, nekako manj smo pa poskrbeli za to, da se tlele v bistvu dobro počutijo tudi njihovi otroci, a se to zdaj kaj spreminja, a je več poudarka temu namenjenega? Glejte, dogaja se širše to, da začetku, ko vse te migracijski tokovi so skozi tisočletja že znani, ne? In če sam naredimo primerjavo zdaj te tokovi, ki so v zahodni Evropi, bili so v manjšem obsegu do nekaj časa in dokler ni bilo neke kritične mase teh ljudi, se je zgodila ta integracija. Najprej je po naravni poti, ne? Smo dva strica v Belgiji, kjer so zdaj tretja, četrta generacija še vedno ponosni na svoje korenine, slovensko državljanstvo, govorijo slovenski jezik, vendar so Belgijci v tej družbi in so sprejeli to. V Nemčiji se je recimo zelo hitro zgodilo s turško skupino, ne? Da je prerasla kritično maso in neka taka strokovna ocena je, ko je več kot 5% ljudi neke skupnosti na nekem območju, se začne potem ta segregacija in se sami ne želijo več integrirati. In zdaj v teh večjih tokovih in to, kar se dogaja zdaj v Evropi, kjer je demografija znana, Nemčija ima izračun, če želi ohranjati 82 milijonov ljudi naslednje desetletja, mora letno sprejeti 380 tisoč ljudi. In zdaj od drugod. In to narediti, ne? In to se tako naredi, zdaj neki po eni poti, ki je bila prej najbolj bolj utečena, s tem pospešenim migrantskim tokom po teh krizah na severu Afrike, na Bližnjem vzhodu, je pa bila presežena neka kritična masa, kjer družba lahko to na nek način tudi, jaz pravim temu, zagotovi prihodnost tem ljudem. Ni pomembno, ali imaš ti socialo, ali imaš ti ne vem, streho, pa to, ampak prihodnost. In mnogo ljudi je zdaj prišlo do te faze, da enostavno v tej družbi, kjer je državljan rojen, tam ne vidi svoje prihodnosti. In tu imamo zdaj ta problem, kjer je treba narediti to zavedanje, kot sem že dejal, je veliko, tudi zelo različni pogledi so, višegrajske države absolutno zavračajo to. Sem sam poskušal tudi iti jedro tega problema, kje se zdaj razlikuje. In sam sem prišel do enega zaključka, ko sem pogledal na analizo, koliko ljudi, ki niso ne vem, Slovakov na Slovaškem, Mađarov na Mađarskem, Poljakov na Poljskem, Slovencev v Sloveniji, kakšen je delež populacije, ki ima korenine v drugih narodnostih do tretjega kolena nazaj. Ne? In Poljska, Češka, Mađarska, države, ki so bile v višegrajski skupini, zato z železno zavezo, imajo samo zavezo, imajo 2 do 3%. In recimo ena Nemčija na drugi strani ima ene, bi rekel, integracijske mehanizme, ki so sposobni sprejemati različne nacionalnosti. Sam sem omenil prej, da ocenjujem, da v Sloveniji smo osvojili do neke mere, pa ne v celoti, integracijo ljudi iz nekdanje skupne države. Druge pa to enostavno zavračajo. In tudi, bom rekel, spremljivost, ta senzibilnost v družbi je čisto drugačna. In zdaj imamo velik ta problem na nek način, ki razdvaja Evropsko unijo in mislim, da je ključen problem za te težave, ki jih imamo na številnih področjih po osi vzhod-zahod, so ravno migracijski tokovi. V državah, kjer se jim zdi povsem normalno, da je možno toliko in toliko ljudi sprejeti, do nekaterih, ki to povsem zavračajo. In mislim, da imamo tu veliko za postoriti, da bomo en drugega razumeli, tudi svoje probleme, hkrati pa znali tudi to kulturo spraviti na višji nivo. In tu, kot sem že delal, se poizkusi in napori so zelo veliki, zelo odkrito pa rečem, da na tej točki vidim neke težave, ki razdvajajo Evropo in počasi pridemo potem celo to, dr. Stančič lahko potrdi, do te debate,
ker tu ni solidarnosti, ne, za tistimi, ki bi to evropsko solidarnost ne delili, ali je še potrebna solidarnost potem pri kohezijskih sredstvih, kjer pa, ne vem, ena Poljska dobi v 7 letih 80 milijard, 2000 evrov po človeku več, kot vplača v evropski proračun, in to so zdaj ene ključne dileme, debate, tudi o prihodnosti Evropske unije, če hočete, o tem, to, kar je zdaj poglobljen pogovor, kakšna naj bo ta Evropska unija, kako se naj te principi delijo na vseh področjih, ne samo tam, kjer ti ustreza, in tudi konec koncev pri bodoči finančni perspektivi mislim, da bo to, kakšen bo tu nek konsens igral, zelo pomembno. Tako da, in še vedno se vračam nazaj v ospredju, mislim, da imamo ravno ta osnovni problem v EU 28, Britanija je celo na referendumu, mislim tudi na valu tega antimigracijskega toka izglasovala Brexit, tako da dejansko je Evropska unija na veliki preizkušnji, kaj se bo s tem zgodilo. Bi vprašala, ima morda kdo iz občinstva kakšno vprašanje za gospoda Bogoviča? Ne pare. Počakajte, sem to, da pride mikrofon do vas. To dela? Dela. No, spremljal sem tale vaš pogovor. Moram reči, da ste zelo lepo povedali par problemov. Veliko boljš, kot kakšen drug evropejski poslanec. Pa da gremo kar v te negativne stereotipe, ne? Recimo o drugih rasah. Pa jih lahko kar tako rečemo, ne? Ker so to v bistvu. Ne? Če mi rečemo, da recimo Romi kradejo, pa če so nas že 5krat okradili in da nam zaradi tega ni prijetno okrog njih, je to rasizem? Ali pa da recimo prebivalci Bližnjega vzhoda, ki imajo, če lahko rečem, bolj nasilno kulturo do naše, je to rasizem, če nam ni prijetno biti zraven njih? Zelo dobro vprašanje. Tudi o tem smo se v začetku pogovarjali. Gospod Bogovič. Ja, on je sogovornik. To je to. Ja, odgovor bi... Ne, mislil sem, da, ko ste rekel, da boste več teh naštel, zelo sta 2 primera bila navedena. Kot sem že omenil, ne, mi dejansko se srečujemo s tem pojavom, ki ga različni ljudje na različen način dojemamo. Kot sem omenil pri romski problematiki, ja, to se dogaja. Sem pa doživel tudi na enem od občnih zborov, kjer smo ravno govorili o umeščanju romskega naselja, da je nekdo, ki je bil znan kot nasprotnik tega, imel zelo veliko povedati od vsem tem, tudi teh pojavi, kraje, nasilja, to. Na koncu ga je ugasnil zavedno en Rom, ne, ki ga je vprašal, ti rekel, pa si ti pozabil, ko smo pa mi tebe dobili, ko si ti fiža ukradel. In govorimo o tem, da je ta stereotip in da Romi kradijo, ne. Če gremo statistično gledati, zdaj težko ugotovimo statistiko, ker policija nikoli to ne zapiše, kar je prav, da ne zapiše, ne. Po drugi strani je definitivno v okolju, kjer živimo in v tem krogu, tam 2-3 kilometre, je to pojav, ki ga je treba naslavljati, reševati, ne moreš pa zdaj reči, Rom je tat, ne. Ker jaz bom rekel, med temi Romi, ko sem takrat se boril za to, da je prvi odkupil zemljišče, sem zelo cenim človeka, jaz sem mu povedal, rekel, jaz tebe bolj cenim kot marsikaterega ministra, ker s tabo še čisto, kar sem se zmenil, drži, tam sem pa velikokrat naletel na slepomišenje in cenim človeka, ki drži besedo, in on je recimo bil potem prvi, ki je kupil zemljišče, in je pa bil na drugi strani pa pojav, ker so bili ravno takrat Strojanovi, ne, kjer jim je država vse obljubila in so se mi Romi, ker smo imeli že s tretjino dogovorjeno, da bodo odkupili zemljišče, so rekli, ne, da bo država vsem vse rešila, ne. Ta odgovornost je na oboje stranski in z pravicami tudi dolžnosti. Dolžnosti in v tem delu, ne. Tako bom rekel na drugi strani tudi pri ljudeh, ki prihajajo v EU, pa so, kot sem že dejal, z neke druge kulture, je upravičeno pričakovanje, da bo nekdo prišel v neko skupino in tudi približno spoštoval pravila te skupine. Drugače imaš pa te probleme, kot sem prej omenil pri Romih. Problem je pa v tem, da se
zelo potem iz posameznega primera generalizira na celotno skupino in se tu dela krivica. Tukaj je treba to spostaviti in jaz moram reči, da sem vedno pri svojem tudi političnem delu poskušal iskati tiste, ki so nosilci dobrega sporočila in okrog njega graditi neko logiko. In pri Romih je veliko takšnih. Mi smo šoferja, ki je otroke vozil v osnovno šolo, ker so tudi bili večkrat bolan, kot so bili v resnici. Ne? In je bil dogovor z njim, da je šel v hišo, pa pogledal, pa ga zbudil, pa počakal 10 minut, ajde, ti 5 šolo šli znov pisati. In mora biti oboje stransko. V Evropi je pa zdaj to, kar je na nek način navalo populizma, sta pa dve pravici, ne, svoboda, varnost. In to, ko o teh dveh stvareh govoriš, zelo hitro lahko eden zastopa in razvije do obisti eno pravico, drug pa drugo in na koncu sta pa to obe tako močni pravici, da se lahko en del družbe postavi na eno stran, drug na drugo in družbo razdvaja. Dialog, pogovor, pa ne generaliziranja in reševanje problemov. Ja, mi je zelo všeč odgovor. Ne res drugače. Tudi jaz spoštujem ne barvo kože, ampak tisto, kar je noter. Povsod so dobri ljudje, ne, ampak še zmer, ko se bo rešil problem, recimo romske kraje, bo tudi rasizem izginil. In ko se bo rešil problem integriranja muslimanov, ki prihajajo po begunskih poteh, bo tudi ta problem rasizma izginil, ker bojo to normalni ljudje, ki bojo sposobni spoštovati nas in mi njih. Najlepša hvala. Jaz predlagam, da tole iztočnico si zapomnimo in jo uporabimo v nadaljevanju pogovora po ogledu filma. Hvala lepa. Pa tudi v življenju. Tudi. Hvala. Hvala vam.